Slovenska himna. Dobrodošli na naši letni programski konferenci. Skladno z našim statutom, 17. člen pravi, da moramo biti varni vse naše člane. Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov je na podlagi predlogov članic Zveze na svoji seji dne od 9.12. do 12.12. odločilo o podelitvi priznanj posameznikom in organizacijam, ki so pomembno prispevali k izvedbi programov in prepoznavnosti Zveze slovenskih častnikov v slovenski družbi. Predsedstvo je soglasno odločilo tudi o predlogih, ki jih je poslalo občinsko združenje Zveze slovenskih častnikov Koper. Na ta način bomo izrazili zahvalo posameznikom in organizaciji za njihov prispevek k naši uspešnosti in prepoznavnosti. Priznanja bo podeljeval kapetan fregate Stanko Dužič, član predsedstva Zveze slovenskih častnikov, pomagal mu bo major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper in član predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Predlagam, da preidemo k podelitvi in pričnemo najprej z pisnim priznanjem Zveze slovenskih častnikov. Pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov prejme stotnik Miljan Humar. Stotnik Miljan Humar je dolgoletni član našega združenja. V zadnjem času se aktivno vključuje na področju vojaško-strokovnega delovanja in pri sodelovanju ob obeležitvah pomembnih dogodkov iz polpretekle zgodovine. Za njegovo pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov. Pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov prejme višji vodnik Julijan Torkar. Julijan Torkar že vrsto let zelo uspešno sodeluje in se redno udeležuje akcij, ki jih organizira Občinska zveza slovenskih častnikov Koper. Kot vodja pohodnikov je tudi zelo aktiven v sorodni domoljubni organizaciji Zveze borcev za nov Koper. Za njegovo pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov. Srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme štabni vodnik Stjepan Kuhar. Stjepan Kuhar je dolgoletni in izredno aktivni član Občinske zveze slovenskih častnikov Koper. Skozi dolgoletno delovanje v združenju in z izkušnjami, ki jih je pri tem pridobil, veliko prispeva k uspešnemu izvajanju vsakoletnih programov dela Občinske zveze slovenskih častnikov Koper. Ter tako daje svoj pečat k njegovemu uveljavljanju v naši družbi, še posebej na območju mestne občine Koper. Redno se udeležuje vseh akcij, ki jih organizira Občinsko združenje slovenskih častnikov Koper, ter pri tem večkrat prevzema odgovorne naloge pri uresničevanju le-teh. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli srebrna medalja Zveze slovenskih častnikov. Srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme poročnik Miran Kurgar. Miran Kurgar je dolgoletni izredno aktivni član OZSČ Koper in član predsedstva v prejšnjem in sedanjem mandatu. S svojim delom in angažiranjem pri aktivnostih društva uveljavlja njegovo vlogo in pomen v mestni občini Koper. Njegove izkušnje in znanje, ki jih je pridobil na področju vojaškega strokovnega področja, so zelo dragocene in dobrodošle za našo organizacijo.
Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli srebrna medalja ZSČ Koper. Srebrno medaljo ZSČ prejme major Walter Willer. Major Walter Willer je dolgoletni, izredno aktivni član Občinske zveze slovenskih častnikov Koper in član predsedstva Občinske zveze slovenskih častnikov Koper v tem mandatu. Gospod Willer je tudi predsednik območnega združenja vojnih veteranov za Slovenijo, Slovenska Istra, s katero tudi uspešno sodelujemo, predvsem po njegovi zaslugi kot garanta za dobro sodelovanje in izvedbo nekaterih skupnih aktivnosti. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli srebrna medalja Zveze slovenskih častnikov. Sicer zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme major Guido Bertok. Major Guido Bertok je dolgoleten in izredno aktiven član Občinske zveze slovenskih častnikov Koper. Vedno podpira prizadevanje svojega vodstva in Občinsko zvezo slovenskih častnikov v celoti pri uresničevanju vsakoletnih programov dela. Njegove izkušnje in znanje, ki jih je pridobil na različnih področjih delovanja, so za našo vojaško strokovno stanovsko organizacijo izjemnega pomena ter so dragocene in dobrodošle. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov. Gospod Elgi Jerman že vrsto let zelo uspešno sodeluje z občinskim združenjem slovenskih častnikov Koper. To se izkazuje tako, da pri pripravi slikovnega in filmskega gradiva posameznih dogodkov za objavo na spletni strani Zveze slovenskih častnikov. S svojo prisotnostjo na dogodkih z področja vojaško-strokovnega delovanja, pri obeležitvah spominskih dogodkov o pomembnih obletnicah ter ne nazadnje pri pripravi gradiva za objavo uspešno prispeva k promociji OZSČ Koper ter Zveze slovenskih častnikov v javnosti. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju promocije Zveze slovenskih častnikov se mu podeli častni znak Zveze slovenskih častnikov za sodelovanje. Podelil je tak spominski znak, ki ga mi Cežani podeljujemo društvom, krovnim in ostalim organizacijam, se pravi, da bo se dali geovitrino, da se bo videlo. Tako da, Bojan, hvala lepa in še toliko naprej, še mnogo leta, da bomo sodelovali lepo skupaj. Hvala lepa, bom lepa se. Hvala. V imenu našega predsednika Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, tovariša Vojka Vodopivca, da bi vas pozdravil, da bi pozdravil to konferenco z željo za vsakoletno sodelovanje kot do sedaj. Najprej hvala lepa na zaupanju. Upam, da bomo mi trije to stvar speljali tako, kot se spodobi. Se zahvalimo predsedstvu in vodstvu, da tako gospodarno, kljub vsem razmeram, izpeljajo tako kvaliteten program. Mislim,
prilike smo v soboto imeli redni volilni zbor Zveze časnikov, kjer je bilo izbrano novo vodstvo. Najprej hvala lepa za povabilo. Jaz sem prvič tukaj med vami, upam, da ne zadnjič. Boste še povabili, se pravi, tudi od lanskega leta dejansko podpiramo neposredno tudi vaše dogodke, se pravi, ta lokostrelski turnir letos nadaljujemo pri nas v Vojašnici. Rad bi poudaril izredno dobro sodelovanje med našo organizacijo in Zvezo častnikov. Ne samo zaradi tega, ker smo v istih prostorih, ampak zares poskušamo sodelovati in reševati probleme, katere nastajajo.